Lepo pozdravljeni, z vami sem Trmasti Primož. Dobrodošli v novi rubriki Media CTV, kratki intervju s Trmastim Primožem. V letu 2018 smo se pogovarjali s pesnikom, piscem, novinarjem Esadom Babačičem, ki ga je gostilo pesniško društvo Slam Zverine. Koliko let že pišete poezijo? Koliko časa že pišete? Ja, kdaj ste začeli, recimo tako začeli? Jaz vedno rečem, da je moj fotor kriv za to, da pišem poezijo, ki me je v bistvu pošibil v tovarno, me je dal delati in pa meni bo tako zoprn v tisti kurčevi tovarni, da sem v bistvu začel iskati način, kako bi spizdil ven iz tovarne in sem začel pač pisati neke verze o nekih proletarjih, neki masturbaciji, o revolucijah, nekih komunistih, socializmu, zato da bi v bistvu na vse zadnje, da bi pobegnil iz tovarne, tako če danes pogledam nazaj. Tako da v bistvu sem začel pisati pri svojih 16-ih, tako zelo zgodaj. Bolj angažirano. Zelo zgodaj. Ja, recimo, to je za relativno. Relativno to zgodje. Eni so pri 16-ih čas bili že popolni, smo reči. Res je. Ja. Zdaj pa nihče, zdaj pa že pri 60-ih še več ni. Tako. Ja. Drugače, kakšen pogled imaš, ne vem, kako sem vikala, tikala? Tikala, ok. ne vem. Kakšen pogled imaš na slam poetry, recimo? Ja, bil sem samo v Kamniku, v komisiji, pa tudi tako sem še nekaj prebral, sam mi je blazno všeč. Blazno mi je všeč energija, mislim to, da radi nastopajo. To je zelo pomembno za mlade. Ja, radi nastopajo, mislim, to je zelo pomembno. Ker tukaj smo imeli vedno problem, tudi sicer se mi zdi z izražanjem na odru, tudi v Sloveniji sicer ljudje ne znajo govoriti, predvsem javnosti, javne osebnosti, katastrofalno nastopanje v medijih in je odlično to, da že takoj začnejo nastopati in še toliko bolj, če je to poezija. Tako da me to navdušilo in da je tudi humor zraven in da je samo ironija zraven. Te neke odlike, ki so pri nas popolnoma zapostavljene. Introvertnost je bila vedno v spredju, bi rekel pri nas, ne to ekstravertnost. In tukaj imamo pa ravno obratno zgodbo in to mi je všeč. To je dobro. Ja, to mi je dobro in verjamem, da je Štajerska še bolj primerna za take reči, ker pač vi ste drugačni v tem smislu, da absolutno se ne zapirate vase in se izražate močnej in bolj neposredno kot recimo tisti močvirniki, kakor mi pravite. In to je dejansko res, ker tudi so take lisice, prefrigane, zahrbtne tudi in jaz sem zelo rad živali, tako da ta prispodoba je mogoče ni na mestu, ampak hočem reči, tukaj je več iskrenosti in tukaj vedno, kadar sem tukaj, to začutim in gre skupaj s tem slamom in vsem skupaj. Mislite, da, tako se prej omenil, recimo, da mladi imajo perspektivo za naprej, mislim, je v tem prihodnost, recimo v pisanju? Ja, prihodnosti ni. Prihodnosti ni ne v pisanju, še v marsičem drugem, v bistvu ničemer. Jaz ne vidim nobene prihodnosti, ker prihodnosti ni. Tako da tudi v mojem stanju trenutno kaže na to, da je to popolnoma deplasirana dejavnost in tukaj ni obstanka in pač ne morem nobenemu reči, da ne morem sejati nobenega optimizma, tako kot lahko to sejo kakšni akademiki, ki imajo lepo poslano vse, ki imajo svoje plače akademske. Veš, tukaj je prišlo do razrednega boja, mi bi se morali med sabo začeti, ne povezati, v bistvu določati, kdo je kdo je zares kaj. Nekdo, ki ima redno plačo, pa še kaj zraven, lahko napiše 3 epe, 3x po 600 strani, ali kakorkoli že. Naj to napiše nekdo, ki vsak dan trepeta za preživetje
in ne ve, kaj bo jedel in kako bo plačal račune in tako naprej. To so zdaj čisto različni pristopi k poeziji tudi, ne, mislim. Enim je vse lepo, pa prav, pa je optimist, pa vse nekaj optimistično. Pa ta optimizem je popolnoma zlagan, ker ta optimizem ni na mestu, ne. In tako da tukaj treba biti zelo previden, ne. Zelo previden pri tem, kdo ti kaj reče. V literaturi, v tem nekem razumniškem miljeju, ne, mislim, je vse preveč njih ljudi, ki so po v osnovi zlagani, ne, mislim, ki lahko povejo, kar hočejo, zato ker imajo sami vse poslane, imajo sami polne riti in potem je lahko, ne, drugim kazati neko lepo sliko, lepo podobo tega sveta. Ta svet daleč od tega, da je lep in daleč od tega, da bo dolg obstajal. Drugače, kako opažam, recimo, pač mediji vedno naredijo lepše, pa tudi pokažejo samo tisto, kar oni želijo. Enako, se največje zlo tega časa in tega prostora so mediji, mislim, ne politiki kot taki. Mediji delajo veliko napak. Mediji delajo vse v prid in v bistvu živijo od teh mediokritetov, ki jih izdelujejo in te mediokriteti obvladujejo prostor. Ja. Drugače, ko si prej omenil, recimo, da ti je, ko si se srečala, si rekel, da je legendarni Radio Marš, spremljaš Radio Marš že od nekdaj? Ja, žal ga ne moram spremljati, mislim, ker pač ne lovi. Ne lovi, ampak prek spleta se pa da nekako. Ni to feeling, ne? Nisem, radio še vedno, radio imam tokrat ravno zaradi tega, ker v bistvu je toliko intimen in je tisk, ki ga prižgeš. Ja, takrat je postane zanimivo. Prižgeš ga. Zato, ker prek spleta je v bistvu brez veze. Ja, sem poskušal, sem probal, grem na splet, pa ne poslušam. Mislim, nisem to zdržal in ostal sem spet pri tem, da ga prižgem tako v avtu in me spreleti neka emocija me spreleti ob tem. Tako da žal Marš ni tam, kjer je Radio Študent, ker se pa dejansko dogaja, da je mnogo ljudi v Ljubljani, ki samo še Radio Študent poslušajo. Ne toliko zaradi tega, zaradi vsebine ali pa zaradi tega, a je to dobra glasba, ni dobra, bolj zato, ker to še zadnje zatočišče. Sploh ni nič drugega, ker vse ostalo je tako poceni in tako plitko in v bistvu pomaga vsem tem mediokritetom, ki nas obvladujejo in pomaga pač, da grejo naprej nepoškodovani. To je v bistvu dobro, da to zatočišče še sploh obstaja danes. Ja, sej, če bomo to izgubili, mislim, da je problem. Ja, enako je s poezijo. Ja. To je bolj kot neko zdravilo, kot nek zasilni shod, bi jaz temu rekel, za duše, ki tako ne morejo parirati temu tehnološkemu napredku in vsem možnim napredkom. Tudi sam kot pesnik, ki sem izdal pesniško zbirko, tudi sam recimo, kot kantautor in tudi gledam na svet podobno recimo kot zdaj ti. Zelo je vse črno, ampak neke vedrine ne najdemo, ne vem, zakaj je bila to rešitev, morda kot če vi vidite. Jaz jo vidim ravno v poeziji, ampak v tej dinamiki poezije, v bistvu v pretakanju ljudi, v tem, kar se točno na teh slamih dogaja, da se ljudje začutijo med sabo. In tukaj jo vidim, v bistvu v komunikaciji, drugače pa sploh ne. V tej samosti, v tej nekakšne izolaciji literarni, pač ne več. Ja. Ker je to v bistvu ego, isti ego, kot ga imajo vsi ostali, ki se skrivajo. Ego je povsod, konc se moramo narediti temu egu. Mi se moramo pač povezati kot duše in to je to. Zato treba poiskati podobne ljudi. Jaz sicer sem pač bolj v odhajanju, grem v drugo polovico življenja, jaz nisem več toliko dinamičen, ampak če bi bil zdaj, bi bil tako, tukaj, na nek takem prizorišču. To so ta prizorišča, vedno so bila neka prizorišča, kjer so se srečevali neki ljudje na neki prizorišči. Dobro, da to obstaja, še vedno. To nam vzeli, mislim, da ne bo več ničesar. To je potem je konec. Absolutno konec. Bomo lahko tudi povratili, kako je totalitarizma. Absolutno, ker česarkoli že, mislim, predvsem pa jasno potrošništva in to je samo še to, nedvomno. Zdaj smo že izven
izven slema in zdaj pa me zanima, kakšno mnenje si, kakšen občutek si dobil, kakšen feedback. Ja, rej, moram priznati, da sem v bistvu rahlo šokiran, ker sem kar osupno, no, ker vidim, da imajo nekateri pač tako radi poezijo, ne, in to me je v bistvu zadevno. Jaz imam včasih občutek, da jaz nimam tazga spoštovanja do lastnih besed, do pisanja, ne, koliko imajo nekateri pač do poezije, ne, in danes sem videl, ne, kaj ljudem pomeni poezija in me je to res zadevno. Torej, občutki so prišli do srca. Ja, ne, to, kar sem videl, ne, da jim to res pomeni toliko. In to je za me zdajle pač šok, ja. To lahko sam rečem. Dobro. Ja, hvala, Esad, da je to bil, ja, da je to bil en fantastičen slam in da imam blazno rad te ljudi. No. Se strinjam, tudi jaz sem užival. Hvala, Esad. Hvala tebi.